Osama bin Laden je mrtev. To je najnovejša vroča novica iz sveta medijev. In kaj to pomeni, če je neka oseba mrtva, ki so jo razglasili za terorista, odgovorna za dejanje, kot je teroristični napad na stolpnice World Trade Centra v New Yorku pred nekaj leti. V javnosti je ta novica o terorističnem napadu, če ga že tako imenujemo, kajti že sama sodba, da je ta napad bil terorističen, je plod javnih medijev oziroma ameriške vlade. Potem se je pa v času naslednjih let pojavil sum in tudi veliko špekulacij na temo, da to v bistvu ni bil teroristični napad, temveč da je šlo za rušilni napad, delo notranjih sil ameriške vlade, zato da bi lahko javnost šokirali v dovolj veliki meri, da bi dobili podporo za napad na države, kot so Iran, Irak, Afganistan in podobno, zaradi strateških interesov po njihovih naravnih virih. In skozi zadnja leta so mediji poročali o razvoju tako imenovanih protiterorističnih aktivnostih, bojih, vojnah, da bi izkoreninili vse teroriste iz tega sveta enkrat za vselej. Toda kaj pomeni ena sama oseba v smislu vplivanja na celotno realnost tega sveta? Zelo malo ali skoraj da nič. Kajti celoten svet je sestavljen iz milijarde ljudi in drugih živih bitij. In vsi v vsakem trenutku soustvarjamo ta svet z enako mero odgovornosti. Torej, vsak od nas se v slehernem trenutku odloča, kaj bo počel in kakšne stvari bo podpiral za svojimi dejanji. Kakšne posledice bodo imela ta njegova dejanja na širšo družbo in na širši svet. Vendar pa se večina od nas te naše osebne odgovornosti ne zaveda oziroma to odgovornost predaja na določene druge posameznike. Na posameznike, ki so na vodilnih položajih, na politike, državnike, upravnike in prepušča odločitve o usodi sveta v njihove roke, se ne briga o tem, kaj drugi odločajo in kakšne bojo imele te odločitve posledice na celoten svet, temveč se ljudje pričnejo razburjati šele, ko so stvari že tako nevzdržne in kritične, da je potreben narediti javni shod, upor ali državni udar. In primer Osama bin Ladna je eden izmed takih primerov, ko skuša ameriška politika manipulirati z javnim mnenjem na ta način, da poskuša prikazati krivca za trenutno globalno teroristično nasilje, kot da je to odgovornost enega človeka in da če se bo ta človek usmrtil, potem bojo izginili vsi problemi in bo nastal mir na svetu. Toda kot sem že povedal, v resnici ima vsak od nas enako odgovornost odločanja kot katerakoli druga oseba na tem svetu. Zato, kdor želi izboljšati razmere na tem svetu, se mora najprej vprašati, kaj jaz lahko storim, da izboljšam razmere. Kako jaz trenutno vplivam na ta svet? Kako moja dejanja vplivajo na celotno širšo družbo? Kakšne so posledice mojih dejanj? Odkot izvirajo ta dejanja? Kakšna prepričanja, verovanja, ideali, ki sem jih sprejel iz svoje preteklosti, vplivajo na to, da počnem tisto, kar počnem? In kako lahko te svoja prepričanja spremenim in jih uskladim tako, da ne bodo več osnovani na strahu za preživetje, na lastnem interesu, na bojevanju drug proti drugemu, temveč, da bodo podpirala vsa živa bitja enakovredna, da bodo vsa dejanja takšna, kot so najboljša za vse. Terorist je torej vsak, ki ima kakršnekoli škodljive podzavestne vzorce. Kdor ima v sebi misli, ki ga pozivajo k škodovanju in povzročanju bolečin drugim živim bitjem.
Mi smo vsi teroristi. Teroristi so znotraj nas. Zato je potrebno naprej odstraniti, uničiti našega notranjega terorista. Ubiti vse škodljive misli, ki se nam ponavljajo v našem umu. In sprejeti ter dopustiti samo tiste misli, ki druge ljudi podpirajo, ki jim ne škodujejo, torej misli v smislu počni drugim tisto, kar želiš, da bi drugi počeli tebi. Zato je nujno, da vsak od nas prevzame polno odgovornost za svoje misli, čustva, beseda in dejanja in se prične spraševati o tem, kakšna prepričanja so temelj za svoja dejanja in kako lahko svoje delovanje na tem svetu izboljšam. Za dosego tega je nujno, da vsak prične z analizo svojih miselnih vzorcev, kar se najbolj učinkovito počne z uporabo pisanja. Zato pri Destiny priporočamo, da vsak prične redno pisati spletni dnevnik, kajti za pisanjem ozaveščaš svoje miselne vzorce in ko jih enkrat ozavestiš, jih imaš moč spremeniti. Vsi delujemo na osnovi svojih sprejetih prepričanj in ko vidimo, da ta prepričanja ne podpirajo druga živa bitja, ko ugotovimo, da na osnovi teh prepričanj drugim škodujemo, potem je čas, da ta prepričanja spremenimo oziroma jih odstranimo. Orodje za odstranjevanje teh prepričanj se imenuje samoodpuščanje. Za samoodpuščanjem mi prevzamemo odgovornost za prepričanja, ki smo jih sprejeli vase in jih odpustimo, torej odstranimo. In na to za samokorekcijsko prakso, torej z izjavo, kakšno bo naše delovanje v prihodnje, spremenimo naš vedenjski vzorec. Kot podporo pri temu procesu samospoznavanja in očiščevanja je Destiny razvil tudi odličen spletni izobraževalni program, ki se imenuje Destiny iProcess. Preko tega programa je možno tudi mentorstvo in na osnovi tega mentorstva lahko vsak tudi dobiva osebni prihodek oziroma to mentorstvo lahko postane tvoja služba, ki jo izvajaš preko domačega računalnika. Predlagam torej, da raziščete Destiny, očistite svoj se uskladite s principom enakovrednosti vseh živih bitij na tem planetu in pričnete delovati tako, kar je najboljše za vse. Hvala.